Že občutite spomladansko utrujenost? Gospod Robert Trčelj iz podjetja Farmedika nam bo danes svetoval, kako si pri tem lahko pomagamo na naraven način. Ja, pozdravljeni, danes bo govor o spomladanski utrujenosti, čeprav kot pogostokrat rečemo, se vsi veselimo pomladi. Rečemo, da je pa res že čas, da je konec zime, da zasije sonce in pravzaprav bi mogla biti neka postzimska utrujenost, ne pa tista razveseljujoča pomlad, ki nas obdane z več sončnimi žarki kot danes, ko to oddajo snemamo. Dejstvo pa je, da čutimo te utrujenosti več, je lahko tudi seveda, da so dnevi krajši, noči krajše in pomeni tudi nekoliko manj spanja, nekoliko je sprememba v bioritmu, tudi hormonska ravnovesja so nekoliko drugačna. Pri nekaterih seveda tudi stanja, kjer je sicer manj železa, lahko še dodatno izpostavijo take začetne pomladanske dni z neko dodatno utrujenostjo, kjer ne čutimo tiste običajne energije, ni tiste ta prave volje, pa radi rečemo, da gre za spomladansko utrujenost. In ko govorimo o pomanjkanju železa ali pa dodatnih potrebah po železu, potem seveda lahko z veseljem izpostavim Eisenblut Plus. To je zelo znan zeliščni tonik z železom. To, da rečemo zeliščni tonik, pomeni, da ima tudi veliko dobrih zelišč, ki so pomembna za dobro prebavo, kajti železovi preparati običajno zahtevajo nekoliko več od prebavil in zato so tudi tukaj zelišča dodana. No, Eisenblut Plus nima samo železa in tu je ta njegov drugi del zgodbe, ki je zelo pomemben. Ima tudi vitamin C, kar pomeni boljšo absorpcijo železa, ko Eisenblut Plus zaužijemo, in kar je zelo pomembno za energijo, za to utrujenost, nabor vitaminov B, B1, B6, B12, predvsem slednji zelo pomemben za energetsko presnovo v naših celicah. Tako da imamo s tem en tak pomladanski tonik ne samo za železo, ampak tudi za boljšo energijsko stanje in več volje, manj utrujenosti. Zato je lahko Eisenblut Plus vsakodnevni sopotnik, predvsem v pomladanskih dneh pri tistih, ki čutite več utrujenosti v tem času.